Slabo leto vodite Kemijski inštitut in v tem času ste spremljali in pospešili izgradnjo nekaterih laboratorijev. Gre za laboratorij za strukturo biomolekul, laboratorij za biotehnologijo in center za validacijsko tehnologijo in analitiko. Tu, kot pravite, ne gre zgolj za obnovo kot tako, pač pa tudi za nadgradnjo obstoječe raziskovalne opreme. Celotna prenova je vsekakor dobrodošla za inštitut sam, hkrati pa je tudi pomembna za širši slovenski raziskovalni prostor, saj vemo, da raziskovalci opozarjajo, da dobri raziskovalni rezultati zahtevajo tudi ustrezne pogoje. Kaj bi vi o tem rekli? V vašem delu? Kar ste povedali, to vse nesporno drži. Torej, ni vrhunske znanosti brez vrhunske opreme. No, in kot ste tudi ugotovila, pri tej prenovi, poleg prostorov kot takih, pa infrastrukture, kot so digestoriji in tako naprej v laboratorijih, dobivajo tudi nekaj nove opreme, ki je pravzaprav nujna za raziskovalno delo. Sej tudi, recimo, pogledajte v teh projektih, ki so pred vami, pred vami raziskovalci, znanstveniki, to je Obzorje 2020, kamor se prijavljate, in pa pametne specializacije, je tudi poseben poudarek na okolje, spodbudno okolje, kamor vključuje tudi opremo. Je to pri vas nekako prioriteta tudi, ker ste pač tak inštitut, raziskovalni? Ja, zagotovo to že nekaj samo po sebi pomeni. Torej, mi moramo na varnost ljudi, glede na to, da gre za kemijske laboratorije, posebej paziti, skrbeti. Moram pa reči, da skrb za delovno okolje oziroma za ljudi nam nikoli ni bila tuja. Torej, že prejšnji direktor je to močno podpiral, skrbel in kot veste, smo naredili Preglo center, ki je zelo modern, torej delati v teh laboratorijih je prav prijetno. In seveda tako se bo tudi zdaj ponovilo tle v teh dveh laboratorijih, ki smo jih pravkar obnovili. A potem prednačite, recimo, glede kot raziskovalna institucija v tem slovenskem prostoru s to opremo? Ja, v nekaterih segmentih prav gotovo smo edinstveni, kot se reče. Torej, drugje pa posedujemo vrhunsko opremo, ampak ne bom rekel, da smo to edini. Recimo, če gre za biotehnologijo oziroma bio-nanotehnologije in podobno, so še drugi laboratoriji v državi. Ne poznam, kako so opremljeni, ampak verjel bi, če hočejo držati korak z razvojem po svetu, morajo biti tako opremljeni. So pa pri nas izjeme, da smo posebej pri magnetni resonanci, pa seveda dala, kot smo že to slišali, elektronskim mikroskopom. Obnova takih in tako zahtevnih laboratorijev najbrž tudi ni bila poceni. Kako vam pa je uspelo to financirati sploh? Ja, tu gre za tiste kohezijske sklade. Torej, mi smo pravzaprav vedno bili pripravljeni za projekti. Pravočasno, ko so se razpisi pojavili, smo pravzaprav bili na tem, da lahko to se prijavimo oziroma začnemo izvajati določene akcije. In zdajle recimo v letošnjem letu je celotna investicija v opremo, v prostore, adaptacijo tole, če sem prej prav videl številko 7 milijonov, to je plan, ampak mislim, da ga bomo realizirali, 7 milijonov 400. To je velik denar, to je seveda velik del tudi, ko prihaja iz Evrope. Torej, ta obnova je sofinancirana iz evropskih, torej kohezijskih skladov. No, nekaj pa vaših sredstev. Nekaj je naših tudi. No, gledajte, v opremo samo damo mi predvsem svoj denar iz amortizacije. Tako da medtem ko prostore same prostore adaptira, to smo pa več ali manj na račun teh sredstev. Kohezijskih. Pričakujete zdaj v prihodnje še večjo konkurenčnost in pa nekako prednost vaših raziskovalcev na mednarodnem trgu glede na možnosti, ki se vam z omenjenimi laboratoriji ponujajo? Torej, ne bom rekel, da je prednost, zato ker tuje
institucije imajo take laboratorije že od nekdaj, da tako rečem. Ne. Torej, mi smo samo ta razkorak, ki se je pač z leti ustvaril, zdaj nadoknadili. Gotovo pa to pomaga pri kvalitetni raziskovalni dejavnosti, torej, da smo opremljeni, tukaj govorim potem po opremi, res njim enakovredni. Kako je pa znanjem? A znanje imate dovolj, da lahko boste konkurirali recimo v teh mednarodnih okoljih in na zahtevnih projektih? Ja, jaz mislim, da smo Slovenci nasploh, zagotovo pa da naš inštitut, kar se tiče znanja, zadosti kompetitivni. Tako da ne vidim teh problemov, da se ne bi mogli uspešno vključiti v recimo projekte Horizont 2020. To smo že uspešno zdaj začeli, torej tem letu, torej prvem letu tega razpisa. Verjamem, da se bo ta stvar tudi nadaljevala tako. A je kemija prednostna veda, recimo v teh? Torej, če gledam naš SPS, je kemija posredno torej pri materialih. Material je energija, tukaj se lahko kemija vidi. Nekateri deli, segmenti kemije se seveda vidijo. No, ampak drugo sta preprašala, kakšno je naše znanje. Naše znanje je seveda, da se vrnem nazaj na poslanstvo, torej smo za odlično znanost, pa tudi za prenos znanja na industrijski nivo, pa na mlade. Na industrijski nivo, kako pomembno je to, da je vrhunska znanost prva, po kateri se skupina laboratorij in inštituti identificira v Evropi, v svetu, da tako rečem, je bil zadnjič klic iz ene multinacionalke, ki me je prosila, če jim lahko priskrbim, oziroma naš inštitut, tim biotehnologov, ki bi pomagal njim pri prenosu tehnologije v slovenski prostor. Torej, to je tisti lep dokaz, da so ljudje, torej iz tega področja, v svetovni periodiki prepoznavni in ta firma jih je tam prebrala in se šele potem oglasila oziroma prosila za eventualno pomoč. To je kar priznanje. To je zelo veliko priznanje. Konkretno sem jih vprašal, jaz imam sam tako izkušnjo mnogo let nazaj, ko je to manj nas takole najdo in nas potem povabo v sodelovanje in smo za njih razvijali reaktor. In ravno tako iz literature, zdaj se je to ponovilo in to je pravzaprav tisto posredno priznanje, da pravzaprav dobro delamo, da nas ceni okolica. In industrija, morate vedeti, vedno išče tiste partnerje, s katerimi si res lahko kaj pomaga. No, in upam, da bo ta stvar prišla do tega, da se bo ta stvar pripeljala v Slovenijo.